mednarodno, že tradicionalno, letošnja izvedba je 19. kar je Slovenija samostojna. Glede na to, da so se zdaj s 1. majem začele olimpijske kvalifikacije, kar pomeni, da se zbirajo točke na mednarodnih tekmovanjih do 30. aprila 2016, ko se bo pogledalo po lestvici, kdo je dovolj visoko uvrščen, da bo lahko odšel v Rio. Glede na to je tudi udeležba, bom rekel, na letošnjem tekmovanju relativno močna, kar smo tudi pričakovali. Imamo 190 udeležencev prijavljenih, od tega jih bo 95 nastopil v disciplini moški posamezno. Imamo prijavljenih 31 držav, večina je evropskih, imamo pa tudi predstavnike iz Afrike, se pravi iz Mauritius, iz Azije, Indonezija, Tajska, Indija, Šrilanka in celo iz Nove Zelandije pridejo tekmovalci, tako da zasedba bo pestra, kvalitetno kot rečeno bo turnir na relativno visoki ravni, to za slovenske standarde. To tudi kaže pravzaprav položaj naših tekmovalcev, med katerimi trenutno ni nihče nosilec, kar pomeni, da večina se jih bo borila za vstop na glavno tekmovanje preko kvalifikacije. Na glavno tekmovanje pa imamo Iztoka Utroša in Alena Roja pri moških in Kajo, pravzaprav pri ženskah je prišlo do tega, da je bila Kaja prva na svetu kvalifikacij, vendar je prišla ena odpoved in je bila zaradi tega promovirana v glavno tekmovanje. Tako da bo tudi Kaja nastopila v glavnem žrebu. Glavni žreb se bo podbijal tekme od petka dalje. Kvalifikacije pa četrtek. Glede samih nosilcev, če lahko še čisto na kratko povem, vsi prvi nosilci so okrog 60 do 70 mesta na svetovni lestvici. Pri moških posamezno je prvi favorit Henry Huskainen iz Švedske. On je bil na zadnjem evropskem prvenstvu v finalu, tako da je to močni tekmovalec. Mislim, da je zdaj njegov nek 67 takega. Pri ženskih imamo Polikarpovo iz Rusinje, ki je, mislim, da 60 trenutno na svetovni lestvici. Potem imamo v moških dvojicah hrvaško dvojico, Kerbin pa Đuro. Skratka, ona so tudi okrog 60 mesta. V moških, v mešanih dvojicah imamo dva Nemca, ki sta tam nekje. V ženskih dvojicah imamo pa Nemke, tudi Nemke. Skratka, pričakuje se kar zanimivi dvoboji na visokem nivoju. Glede ambicij oziroma pričakovanj pa najbolj bo kar oba tudi prisotna povesta glede njega želja, kako biti pa želja. Ja, kar. Ja, še ne vem, koga bom bila v žrebu, ne vem, kaj je takrat. Je pa ta turnir za me nek test, predvakujem. Za me se vizira skala. Želim pokazati dobro igro. Igram pa tudi v drugih dveh disciplinah, v mešanih dvojicah in v ženskih dvojicah. Se zelo veselim turnirjem, jaz želim to pred domačim občinstvom pokazati neko dobro igro in s tem tudi zmagati. To se bilo vesela, ker je za mano uspešna sezona. Dobro sem uspela ohraniti naslov državne prvakinje in tudi med uspehom moje kariere tudi kvalifikacija na
Ja, kot rečeno, Slovenija je prvi turnir v olimpijskem ciklusu. Jaz sem se na to pripravljal že par let, šel sem pred 4 leti v Lendavo z enim samim ciljem, da se uvrstil na olimpijske igre in zato sem tudi 3 leta delal in čakal na to. Zdaj je to končno tu, seveda nekaj nervoza, pritisk, že malo pričakujem, komaj čakam, da bom stopil tudi na igrišče. Pripravljal sem se, 6 tednov sem imel priprave, letos so potekali doma v Lendavi, ker žal nisem mogel uskladiti terminov, da bi šel na Kitajsko, kot sem delal to v preteklih 2 sezonah. Imel sem tudi obveznosti v klubu v Švici, tako da se je to najbolj primerna opcija izkazala. Imel sem, še vedno imam sparinga iz Ukrajine, s katerim sva trenirala zdaj 2,5 tedna in on bo tudi tekmoval na tekmovanju v Sloveniji, iz Medvodah. Moj žreb je, nisem nosilec, tako da kot pričakovano bom se mogel z enim izmed nosilcem pomeriti kar hitro. Prvo kolo imam sicer kvalifikanta, ampak mislim, da bo to tudi že ena kar solidna tekma. Drugo kolo pa bi pol prišel na drugega nosilca, tudi iz Ukrajine. Jaz mislim, da sem trenutno pripravljen, da se lahko kosam z najboljšimi igralci v Evropi in tudi na svetovni lestvici, ki sodijo med 50 najboljših. In nekako pozitivno grem to tekmovanje, saj če mi drugo kolo uspe ena solidna tekma in lahko ga presenetim, jaz ne vidim nobenega razloga, da ne bi šel pol do finala ali pa do konca. Počutim se tudi dobro, pripravljeno in cilj imam, delal bom za to. Tudi za Baku sem se pripravljal, saj je to eno veliko tekmovanje, ki bo prvič in tudi badminton bo. Lani sem že sodeloval na sredozemskih igrah, tam sem dosegel 2-krat 4. mesto, kar me še vedno malo boli, moram priznati, in te Baku, te igre so neka še ena priložnost in res bi rad popravil tu in bi dosegel medaljo, tako da bi popravil vtis, mislim, nekako to bolečino iz sredozemskih iger v Mersinu. Zato okoli tega tekmovanja, teh 2 tekmovanj, pa itak sledi ogromno tekmovanj v letošnji sezoni, nekaj 17 tekmovanj, računam, da bom šel po celem svetu za nabiranje točk za svetovno jakostno lestvico, ki bo odločala o udeležencih za olimpijske igre. Mogoče še o Bakuju nekaj smo že povedala Kaja in Iztok. Letos junija so najbolj že informirani, so v Izločilni v Bakuju prve evropske igre. Do tja so kvalificirali tudi vse naši predstavniki iz badmintona, Iztok in Kaja med posamezniki, ter Kaja v mešanih dvojicah skupaj z njenim partnerjem Primožem. Kvalificirali pa se drugače tudi Alen Roj in Iztok Utroša v dvojicah, vendar žal zaradi drugih planov in obveznosti Alena Roja v tej disciplini ne bo pa nastopila. Glede na to, da naenkrat še nimamo točne liste prijavljenih za Baku, zelo težko govorimo o realnih rezultatskih možnostih. Seveda pa pričakujemo, da naši predstavniki bodo odigrali po svojih najboljših močeh in da bodo tudi mogoče rezultatsko bili dovolj uspešni, tako kot v Mersinu. Zdaj, če imate kakšna vprašanja, dodatna. Jaz imam glede olimpijske igre, koliko se bo uvrstil, kateri zdaj bo biti na svetovni jakostni. Na olimpijske igre se vrsti 38 najboljših posameznikov, se pa računa to tako imenovana prečiščena svetovna jakostna lestvica, kjer se po
17. mesta po svetovni jakostni lestvici potem eden na državo, ki se potem črta. Trenutno je Iztok 9. rezerva na lestvici prečiščeni, ki smo ga delali na 1. maja. Predvsem pa to zaradi tega, ker je Svetovna zveza zbrisala mu točke iz turnirja v Braziliji, potem je Iztok dosegel odličen rezultat, 5. mesto, pa je potem zaradi nekih administrativnih oziroma razložil. Šlo je za to, v bistvu, da ta Brazilija, načeloma štejejo točke eno leto. V Braziliji so se to odločili in so še eno tekmovanje organizirali zdaj spomlad in je potem skladno z pravili, ki jih imajo, Svetovna zveza upoštevala, da teh turnirjev v obdobju enega leta ne more biti in so zato te točke štele krajši čas, kot je bilo predvideno. V primeru Iztoka samo 4 mesece, kar je bilo za nas vse malo nepričakovano, vsem smo računali, da bodo upoštevali daljši rok, nažalost tudi smo napisali eno pritožbo, pa niso zavrnili. Skratka, v tem se je znašel položaj, da so ene pomembne točke v tem trenutku za njega brisane, ampak kar se tiče samega točkovanja za olimpijske igre, pa to ne predstavlja nobene ovire, ker kot rečeno se točkovanje začel s 1. maja. Za tekmovanja od 1. maja pa do 30. aprila 2016 je pa koledar popolnoma fiksen, skratka nobenih sprememb ni dopustnih, Svetovna zveza ne dopušča nobenih kakšnih, bom rekel, da je malo do mahinacij, da se turnir predstavlja z enega vikenda na drug ali pa kakorkoli. Skratka, zadeva je od zdaj naprej popolnoma jasna. Je pa malo škoda, zaradi Iztoka, ker te točke, s temi točkami bi verjetno, bil gotovo tukaj nosilc na našem tekmovanju, na kar smo pravzaprav malo planirali, da se je potem to šlo malo zapomnilo. Ampak ni pa to nič dramatično v tem smislu. Vprašanje pravzaprav pa, katero bo tisto mesto na lestvici, je zelo težko odgovoriti, ampak pričakuje se tam okrog 70 do 80 mesta, tako nekje, no. Fluktuacije so pač malo... Ker veliko teh različev pa nekaj noter, ne? Tako, ja, ne, zdaj, kako rekel Dušan, ne, če sta dva med 16, se lahko zgodi, ne vem, recimo iz ene močnejše države, recimo Indonezije, pa je ravno 17, ki pa to pomeni, tako je eden manj, pa se pridobi eno mesto, ne, nekaj teh fluktuacij je, no. Tako da, ampak realno gledano, nekje skozi 70 do 80 tista meja, ki bo vodila in zelo podobno prvi. Medtem ko v parih pa v bistvu nimamo nekih dovolj močnih kandidatov, tako da v tem trenutku zveza kot taka podpira 4 igralce, 2 dekleti in fanta, Iztoka pa Alena Roja, pa Kaja Stankovič pa Alen Roj za kvalifikacijo v semi, sprav žensko je to samo iznošno. Tako da pare po tem trenutku smo ocenili, da nimamo na dovolj visokem kvalitetnem nivoju, da bi se v tem smislu splačali vlagati veliko relativno velika finančna sredstva za tekmovanje. Lahko še v programu Medvodah začne se že v četrtek s kvalifikacijami, ne? Začne se v četrtek v 12 s kvalifikacijami, to kar do poznega večera, takrat se je tekan, potem se v petek začne glavno tekmovanje v 10 dopoldne, v isto do poznega večera, soboto zjutraj v 10 so četrtek finalni obračuni, pa v 4 ali 5 so, mislim, so v 4 so potem finalni obračuni, pa nedelja ob 10.
Fred, pa vidva računata, da sta nastopa v četrtek oziroma petek približno. Jaz igram petek prvo tekmo, mislim, da je 11:35 na razporedu. Druga tekma pa ni točno določena, ker je na številki 1, tam pa je TV prenos, mislim, za Bezengvin prenos in tam ni točne ure, tam se pogreba. Samo vrstni red sledi, odvisno pol časa tekme. Petič, tam nekje pol. Tam nekje, Prva pol. Kaja še ne ve točno, katero sploh niso pomila, zato ker včeraj sta bili dve odpovedi in potem je poleg Kaja napredovala še ena prvatica in to morajo na team managers meetingu, ki bo v sredo požrebati, kam gre ena, pa kam gre druga. Mislim, da slišal vse trenerje, se to naredi, da je najbolj transparentno. Koliko bo naših se skupaj? Naših je pojavljeno, mislim, da okoli 45 je slovenskih predstavnikov. Je pa res, da so nekateri na čakalni listi, prav, da se niso uvrstili niti v kvalifikacije. Čakajo morebitne odpovedi in potem smo počakali. Vsako leto je pač vedno je par odpovedi. Problem je pa, če se v danem žrebu odpove, žreba se ne ponovno, a ne, to je izključeno, vendar pa te, ki so iz kvalifikacije, se potem požrebajo v danem žrebu. Moš malo še sreče potem. Ja, sve. Vse po svoje tudi je tako, ne, če zdaj narediš na kvalifikanta v prvem krogu vprašanje, če je to boljš, ali pa slabš, kakor enkrat je že direktno. Ne. Ker sicer kvalifikanti bodo imeli kar težko delo, ker v četrtek morajo zmagati tri tekme. Ne. To se pravi, v bistvu cel četrtek kar naporno, zdaj, če igraš še več disciplin, sploh ne. Običajno nekje standard je drugače po dve tekmi na dan. Prav, petek dve, soboto, četvrtfinale, polfinale in v nedeljo ena. Tako da tri tekme so kar relativno veliko, lahko dobiš enega igralca, ki je malo bolj utrujen, z druge strani pa že malo bolj navajen na dvorani. To bolj ne smemo. Kako bo nagradni spon? $5,000. 5,000. V bistvu International serija, druga po rangu spode. Najnižji rang je imamo International, potem imamo pa challenge čez 15 žbore, potem grejo pa naprej Grand Prix in tako naprej. Tako da mi se zaenkrat pač namerno zveza odloča za tekmovanje tega ranga, zaradi tega, da tudi naši tekmovalci konkurenčni. Če bi organizirali tekmovanje, ne vem, za veliko nagrado, bi bila glede na rankinge večina naših tekmovalcev kvalifikacij. Kar pa v končni fazi tudi ni interes, bom rekel, nas kot zveze je, da tudi našim igralcem omogočimo nekaj solidnih tekme. Kot rečeno pa je nivo dovolj visok, da so to tekmovalci uvrščeni prvo stoterico. Tako da